Novomeški polmaraton je letos največja tekaška prireditev na slovenskih cestah. V 2 dneh so se na progi po središču in ob robu dolenjske prestolnice pomerili nekateri najboljši slovenski dolgopragaši in dolgopragašice. Kljub nestanovitnemu vremenu pa je prireditev popolnoma uspela. Prvič je zmagovalec novomeškega polmaratona domačin Primož Kobe, ki je z odličnim tekom postavil tudi rekord proge. Med ženskami pa je suvereno zmagala Neja Kršinar. Ne morem verjeti, kako mi je to uspelo. Zadnji mesec je bil res zelo naporen od jutra do večera. Med sestanki sem hodil na, treninge za vikende na tekme, državna prvenstva so zdaj zadnjih 5 tednov vsak teden, tako da naporen ritem za mene in sploh ne vem, kako mi je to uspelo. Mogoče malo poznavanje proge, mogoče velika želja. Je bilo navodilo, da naredim en dober tempo tekno, ker se nekako zelo hitro se na tej progi ne da teči, ker je res razgibana. Tako da v bistvu je kar presenetljivo, so hitro minevali kilometri, tako da sem kar zadovoljna. Je pa tudi en dober pokazatelj za naprej. Imeli smo pa tudi malo dežja je bilo vmes, veter, sonce. Kobe je v samem zaključku teka premagal lanskoletnega zmagovalca Mirno Pečano Mitjo Krevsa. Ja, mislim, da imamo od tega največ oba, ker se drugega potiskava še hitreje. Danes enostavno noge niso bili tiste prave. Tako da tudi posledično v cilju mi je malo zmanjkalo moči. Ne smem biti razočaran, saj rezultat na tej progi niti ni tako slab, ampak seveda še najlepše je zmagati. Danes je bilo to odlično, ker so bili trije res dobra konkurenca. Privabi denarni sklad sigurno, ki je največji v Sloveniji letos, tako da to definitivno privabi tekače in v bistvu tekači potrebujejo take tekmovanja, kjer nagrajujejo njihovo udejstvovanje. Namreč vsak tekač veliko vlaga v svoj tek, ima kup nekih stroškov, vemo pa, da pač od tega se živeti ne da in da saj nekaj dobijo povrjeno tekači. Glede na to, da je to tretja izvedba novomeškega polmaratona, je konkurenca na progi iz leta v leto boljša. Bila je zelo močna konkurenca. V bistvu slovenski najboljši tekači so bili tudi moški in v ženski konkurenci. Je bilo pa nekaj odpovedi, imeli smo zelo dobre tujke, olimpike, ki niso mogle priti danes v Novo mesto zaradi pač preprek na mejah. Tako da jaz upam, da naslednjo leto še poskrbimo za kakšnega narekovalca tempa, to je definitivno potrebno, tako v moški kot ženski konkurenci. Da tudi dosegamo te še bolj vrhunske čase. Poleg glavnega teka na dobrih 21 km so izvedli tudi rekreativni tek na 6,5 km, novost je bil tudi tek na 10 km. Kobe je sicer nastopil v dvojni vlogi. Poleg tekača je tudi idejni vodja in organizator te prireditve. Pogoji so bili dobri, vendar je bilo kar, ne idealni, kar nekaj vetra, ampak dobro smo skupaj narekovali tempo. Smo si razdelili to nalogo, pa tudi na makadamu je bilo kar nekaj luž, mokrega terena, tako da je bilo dosti težko teči, ampak se pravim, neverjetno. Izreden dogodek tudi v letošnjih razmerah. Moram reči, da si želimo tega praznika in sem vesel, da je letos uspel. Še bolj sem vesel, da je Primož domačo zmago obdržal in da je prvič uspel tudi nastopiti na novomeškem polmaratonu in tudi zmagati za rekordno progo. V organizacijo tovrstnega dogodka je vključenih zelo veliko ljudi. Zelo hvalijo organizacijo, samo organizacijo prireditve. Že to, da je sama tekma na televiziji, zelo veliko pove o samem rangu tekmovanja državno prvenstvo. V polmaratonu pa zgleda, da v bistvu, ko je ljubljanski maraton odpadel, je zdaj v bistvu neka manjša prireditev bo v Ljubljani. Je to v bistvu največja prireditev na cesti v Sloveniji. Pri sami organizaciji je 300 nekje prostovoljcev in moram se vsakemu posebej zahvaliti, da so v bistvu uspeli nekako organizirati vso to logistiko.
Zdaj, res pred vsak, včeraj so stali v dežju, vsi mokri. Mislim, izjemno je teč po novomeških cestah, ki jih drugače seveda ne moreš uporabljati za tek. Gre za lep tek po lepem okolju. Jaz težko sicer kot domačin to ocenjujem, ampak tisti, ki so gostje, hvalijo našo progo. V prihodnjih letih bi lahko zgodba novomeškega tekaškega praznika še rasla. Jaz si želim še večje udeležbe, da bi vse lahko speljali v enem dnevu, ne tako kot letos zaradi teh ukrepov, ki smo mogli v 2 dneh. Se pravi, večjo udeležbo, še boljšo organizacijo, tako da upam, da bomo še nadaljevalo tekmovanje, da bo šlo še na višjem nivoju. 39-letni Kobe je postal tudi novi državni prvak v polmaratonu med veterani.